V bistvu je AIKU metoda kot taka, ima še pod funkcijo, se pravi AIKU dihanje, kjer se predvsem fokusiramo na dihanje skozi principe AIKU metode. Oziroma dihanje dojemamo kot življenjsko funkcijo, ki skrbi za ali pa omogoča oziroma vpliva na količino življenjske energije, ki jo oseba ima. In more pol, če hoče to življenjsko energijo manipulirati, da jo poveča ali pa da jo zmanjša, za potrebe funkcije ali pa vedenja manipulira z dihanjem. Ne. In zdaj dihanje ima pa to posebnost, da je v bistvu edina od teh glavnih življenjskih funkcij, na katero imamo delen zavesten vpliv. V bistvu ima vsak lahko delen zavesten vpliv, ker imate tudi druge pa življenjske funkcije, na katere ljudje, ki več desetletij delujejo, recimo utrip, koliko so topli, kako me prebava, kako me presnovo, se tudi da vplivati zavestno, ne samo večini ljudi to ni dostopno, oziroma noče vložiti toliko časa pa pozornosti, pa pridobiti toliko znanja, da lahko recimo dela tako, ne vem, menihi, določeni jogi, podobno, kar rečeš, hvala, kaj zna, ne, sam če hočeš pa to ti ponoviti, ti bi rekli, šmo ga ne 20 let, pa čisto spremeniti življenje, da boš to ti lahko to počel. Na dihanje lahko vsak vpliva. In da vsak ve, da recimo, ko hočeš določeno čustvo zmanjšati ali pa potlačiti, zadržati, spremeniš dihanje, ga narediš bolj plitega, bolj ali nehaš dihati, ali dihaš hitrej, ne dihaš več normalno. In tudi nasplošno je prvi znak strahu sprememba dihanja. Ne. In zdaj iz te logike sem pa šel v to, da sem proučeval, na kak način na dihanje vpliva senzorna motorna amnezija, kronična zakrčenost mišic, ki se je ne zavedamo, in pa v bistvu iz tega nastal ta podskupina ali pa podpodročje AIKU dihanja. Meni je bilo to ful zanimivo, ko ste opisoval na tem, Sem opisoval. ko si opisoval na A vas je bilo več, Aleš? po programu. Na programu. V skupini nas je bilo več. Več ljudi je opisovali. Opisoval sem jaz. Kako se je dihanje spremenilo v zadnjih 100 letih? To je recimo ful zanimivo, lahko več na to temo. Ja, pospešilo se je bistveno. Ne. Tam, recimo, okrog prve svetovne vojne pred njo je bilo nekako normalno število vdihov 8 do 11, danes je 15 do 20, 15 do 18, odvisen, v kateri literaturi iščete. Čeprav v mestnem času se kemična sestava zraka ni nič spremenila, ne. Sprav, CO2 je še zmeri 0,04%, kisika je 21%, pa se vpraša, zakaj bi neko tako bazično funkcijo, kot je dihanje, toliko spremenili v tem času. Dobiš pa pol jasen odgovor, večji, ko je stres, bolj si zakrčen, bolj ko si zakrčen, tež dihaš učinkovito, ker za učinkovito dihanje je treba sprostiti določene mišice v trebušni votlini, zato da trebušna prepona se lahko spusti proti medenici, da lahko vdihneš, in na ta način dejansko vedno manj ljudi diha s trebušno prepono, diha samo še z prsnim košem, ne, oziroma z rameni, z vratom, vedno več je tega horizontalnega dihanja, ki kaže na to, da ima oseba trebušno prepono zablokirano. Zdaj, če greš pa gledati, kakšno funkcijo ima trebušna prepona pri manipulaciji z čustvenim izražanjem, pa vidiš, da je to v bistvu glavna mišica, ki blokira prenos energije iz trebušne votline proti glavi, proti rokam. Ne. Se pravi, govorimo o vroči energiji, se pravi, govorimo o agresivnih, aktivnih čustvih. In zdaj, če gledamo, da je glavni problem sodobnega časa to, da ni časa, pa da je glavna značilnost močnih čustev, da ustavijo čas, ne, pa začne biti logično, zakaj smo mogli toliko zablokirati, da močna čustva ne pridejo preko trebušne prepone v roke ali v glavo, kjer lahko pol se izrazijo kot močno čustvo. Močno čustvo pa pol vzame vsem
ki so udeleženi v to močno čustvo, veliko časa. Pa tega ni. Pa že od majhnega učimo otroke, da močnejših čustev nimajo, plus tega mi smo bili že kot otroci v stanju nimam časa, ne. Za tebe, kar pomeni ne kompliciraj, ne dramatiziraj, pazi, kako se obnašaš, ne biti histeričen in podobno, ne biti toliko vesel, ker boš pol jokal in tako naprej. In pa v bistvu se že v otroštvu naučiš, kako dihati z bolj trdo in pa bolj zategnjeno trebušno prepono in tudi raziskave kažejo, da je gibanje trebušne prepone pri dihanju je včasih bilo tam 5 do 7 cm, danes je centimeter do 2. Ker pač trebušno prepono uporabljamo kot neke vrste zid, da zadržimo stvari pod njo, ne? Ali pa na ta način dihanje popačimo, da ne moramo več dihati v cela pljuča, pa da ne polnimo pljuča od spodaj navzgor, ampak da dihamo samo še v ta zgoren del. Ne? Druga stvar je pa še ta, da če ti dihaš od spodaj gor, aktiviraš parasimpatično stanje, če dihaš pa sam zgorej, pa bolj aktivira simpatično stanje. Zdaj, če hočeš biti učinkovit, dovolj hiter, dovolj produktiven, dovolj agresiven, parasimpatično glih ni praktično. Ne? Ti si pa malo bolj med počasnimi, pa zamujaš, pa prepozen kupeš Bitcoin, pa ga prehiter prodaš. Pa je tako dihanje, hitrejše dihanje v zgoren del prsnega koša od zgorej, sem v zgoren del pljuč, v bistvu deluje kot nekaj časa, kot da si na nekem energetski pijači, ker si hitrejši, bolj si pozoren, sam pa pride pa do tega, da se skuraš. Tako da v bistvu je zaradi tega prišlo do te močne spremembe samega dihalnega ritma. Ne. Pa kaj je bilo še, je, da je izginila dihalna prekinitev iz dihalnega ritma. Se pravi, prej je bil oziroma normalen dihalni ritem je trodelni, vdih, izdih, pauza, vdih, izdih, pauza, vdih, izdih, pauza. Danes imamo samo še vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih. Je to spet ta vmesen čas, ki ti nudi premislek, kaj bo zdaj naredil naslednje, je v bistvu zginil, zaradi tega, ker če preveč razmišljaš, boš prepozen, te bo nekdo prehitel. In ko na programu dihanja ko jih učiš dihalno prekinitev, pa reč, ok, do konca izdihajte, zdaj pa 15 sekund ne dihajte, morate živčni, ker ko jih vprašaš po programu in kaj ste čutili v teh 15 sekundah, koliko bi lahko drugih stvari ta čas naredil, na živce mi je šlo, ko sem poslušal svoje srce, koliko bije, ki ga nikdar ne slišim, ali pa rado sem nervozen že po 5 sekundah, ker mi je to čist mim, da tukaj ležim pa nič ne počnem. Ne? Čeprav je počitek sestavni del življenjskega ritma. Ne? Tako pač imaš dan za delati, noč je za počivati. Ne? Zdaj, če se tega ne držiš, pa zboliš, ker kršiš zakon časa. Ne? Ja, ful je bilo zanimivo, ker v prvih dnevih na tem spletnem programu dihanja smo mi praktično ležali na tleh in dihali. In pol na koncu Aleš zmeri vpraša po nekem feedbacku, kaj se je dogajalo folku. Ne? In še enkrat, folk je samo dihal, ampak kaj folk na koncu govori? To je bilo, jaz sploh nisem verjel, da smo na isti terapiji bili zdajle. Ležali smo na tleh pa dihali, pa to sploh ne neko, nič zelo posebnega, no? Mislim, ok, je posebno, ampak na zven... Ja, tako, nič ekstra. Na koncu, folk je doživljal stvari, ki sem bil tako, noro. Kaj je ven prihaja, kaj so fizično čutili, neke čustva, neke misli, smo tako, hudo. To je v bistvu ko neko vodeno dihanje zgleda. Ti jim v bistvu govoriš... V bistvu je vodeno gibanje. Gibanje v bistvu... Kako se ne gibajo, zraven pa dihajo. Gibanje vodiš na tak način, da jih peleš v to, da zavestno
spreminjajo mišične tonuse na način, ki je značilen za pravilno dihanje. Zdaj, nekdo, ki ima pa težave z dihanjem, oziroma težave povezane z nepravilnim dihanjem, je pa logično, da nima pravega nadzora nad mišicami in da so njegove, pri vdihu stisne trebuh. Čeprav je to čist narobe, glede na obliko in na strukturo in funkcijo respiratornega sistema in kakšno dihanje ne bi bilo. Se pa trebuh razširi, ne? Ne. V bistvu se spremeni obliko trebušna votlina. Se iz ravne se izboči, se gre v obliko banane, recimo. Je pri vdihu, pri izdihu se pa iz banane spremeni v korenček. In zdaj, če ti ne sprostiš trebuha pri vdihu, ne moreš trebušno prepono spustiti proti medenici. Oziroma, ne spustiš, moram biti natančen. Če ti ne sprostiš trebuha, ne moreš dvigniti tonus trebušne prepone, da jo potisneš dol, da jo zravnaš iz izbočene v manj izbočeno in s tem porineš trebušno vsebino trebušne votline dol, zaradi medenice se pa pol trebušna votlina premakne na ven in zaradi tega se izboči trebuh, ker se sprosti. In zdaj, če tega ni, da recimo imaš ti vseb recimo močno potlačen strah, kar pomeni, da moraš imeti kronično zakrčen trebuh, ti ne moreš pri vdihu trebuh sprostiti, tudi če si ga želiš, ali pa ga hočeš sprostiti, pa ne gre. Zdaj, ko jih vodiš na primeren način, ljudje to opazijo. In pol, ko to opazijo, čeprav se skupaj izgleda, če bi na kameri gledal, da se nič ne dogaja, ni nekih velikih gibov, pa ne vem kaj, ampak jih skozi usmerjaš. A zaznate to, a ste začutili tisto. V tem primeru bi mogli čutiti to pa to. In pol, ko vidijo, da tega ne zaznajo, se v bistvu zavejo, kje imajo senzorno amnezijo. Zraven je pa jasno še učenje, kaj je senzorna amnezija, zakaj do tega pride, na kak način vpliva na tvoje telo, zato ima pol te vaje tak učink, ko je Jani razlagal. Ni samo, da zdaj dihaš, pa kar to pride gor. Druga stvar je pa tudi, ali je tisti, ki vodi program, se pravi učitelj, sposoben handlati čustva, ali pa spoznanja, ki jih sodelujoči imajo. To ni vseeno pri katerem učitelju, ker recimo učitelji nižji stopenj tega še se ne učijo in tega ne znajo. In pa ljudje, ki so na programu, čutijo, da če bo začel mu govoriti recimo take stvari, ki si ti poslušal, da bo on zmrznil. In pa niti ne začnejo, niti ne grejo v to, ali pa tudi učitelj, ko jim govori, pa jih recimo jim reče ko hočejo globoko dihati, pa ne morejo, jih vpraša, ali ste kdaj bili tako težko pokriti, sploh starejši, recimo, ki so še 50, 60, 70-letniki, ki so še spali v zelo hladnih, kot otroci, v zelo hladnih sobah in so jim dali na njih kovtre, odeke in je bilo to toliko težko, da so v bistvu se sploh premakniti nismo mogli. In če si hotel ven iti na stranišče, si v bistvu mogel nekoga poklicati, da te je odkril. In zdaj si predstavljaš, če si se zbudil, ob 2 zjutraj, pa te je tiščal, pa ni bilo nobenega. In pa tukaj pride do močnega strahu, moraš močno stisniti notranje stegenske mišice, medenično dlo, spodnji del trebuha in držati to do zjutraj. In pa, ko tak človek leži na tleh, pa ga učiš, kako naj vdihne, pa s tem sprosti, ob tem sprosti spodnji del trebuha, medenično dno, notranje stegenske mišice in sprosti trebuh, mu pridejo določeni občutki iz telesa v zavest, ki jih običajno ne zazna in pa ne ve, kva to je. Ko ga pa ti spomniš na tako stvar, mu pa pride en cel set spominov in pa v bistvu dojame, zakaj ima recimo že desetletja težave z vnetim mehurjem ali pa zakaj ga
zakaj s koleni tolče eno ob drugo, ko teče. In pol, ko to dojame, pol lahko se gre, recimo, prije do določenih spoznanj, ki jih razume in jih s tem sprejme in pa lahko gre spreminjati sebe skozi proces, ki ga v AEK uči. In s tem spremeni to napetost in pol neha tolčiti s koleni in ne rabi nič tenis kupovati z suplinacijo ali pa v neke vložke noter dajati ali pa dajati blazino med kolena, ko spi, da ga kolena zjutraj ne bolijo. Če se vprašaš, misliš, resno, zakaj bi, če ležiš na boku, te zjutraj kolena bolela? Ja, zato, ker tiščim kolena skupaj po noč, ko spim. Ja, pa za koga? Pomeni, da ima kronično napete aduktorje, ne? In pol ta energija, ki jo daje ven zjutraj ali pa ga vmeže po noč zbudi kot bolečina, ki je nesmiselna, če ti spiš, ker si brez zavesti in bi mogle mišice biti sproščene. Ja, in pa dajo polšter med kolena ali pa imaš zdaj posebne blazine kupe za te stvari in ne vem kaj. Noben pa ne reče, halo, zakaj je to dobro, ne? In taka oseba, ki ima tak polšter med koleni, ko gre na učenje dihanja, pa mu razložiš, zakaj, kako, ne, lahko to pol spregleda, bomo rekli tako. Čeprav, ko ga gledaš pa po sliki, se pa kumi premika. Sam pozornost mu pa iz pozornosti na zunanji svet peleš v telesno pozornost, kjer opazi stvari, ki jih drugače